Lep pozdrav za podobno vlogo. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam zmeri pozvoni, ko prije nov vlog ven. Kaj se danes dogaja, kot obljubljeno, smo začeli setev, sicer najprej sončnice. Kak poteka, na začetku smo imeli kar težave, sploh nismo vedeli, če se bo dalo nastaviti, ker je kalibracija šla narobe oziroma je bilo treba kar par stvari spremeniti. Ampak smo prišli zdaj na natančnost okoli 95%, kar je za sončnice vrhunsko. Tako da v bistvu zdaj smo štartali, no. Globino smo dali mečken manjko za koruzo, tako da bo v bistvu, ker je malo manjše seme, no. Tako da v bistvu bo pa itak naslednji teden padavine, tako da načeloma z nikom naj ne bi bilo težav. Tako da ja, evo ga, prve 2 hektarčka sta že za nami, imamo jih še kar par, potem gremo pa na koruzo, tako da samo gasa. Danes imamo ogromno hektarjev za posijati. Sončnice so lepo že v zemlji, tako da so posijane. Potem je pa foter prišel, smo zamenjala, se pravi diske, pa kolješčka za čistiti na sejavnici, pa skalibrirala za koruzo. Tako da v bistvu je zdaj vse ready, sejemo že 2 hektar koruze. Tako da ja, nimaš kaj, 9 hektarov je že z nami, cirka. Pa še par jih bo, no, ampak jaz sem kar zadovoljen, pa malih parcel smo se že rešili. Tako da zdaj sam gas. Pa zaenkrat priprava brez vrtavkaste brane se zdi čisto ok. Zaenkrat super seje. Tako da bomo šli bolj malo kasneje pogledati ven, zdaj je kar vroče. Tako da bomo se pol ustavili pa bomo videli, kak je seme res lepo noter zapakirano. Sonce se je malo skrilo za oblake, tako da smo skočili ven. Zdaj je že kar prijetna temperatura. Sejemo zdaj tule, kadi se nenormalno, res se pozna, sploh veter malo še dodatno suši tla, tako da imamo res, bi rekel, bolj sušno. Tule, čeprav niti ni panike, pa bom pokazal zakaj, ne. Se pravi, ko smo mi obdelovali, nismo posegali nič globoko, razen podrahlač, ampak on ni v bistvu obrnil 20-30 cm zemlje, da bi bila lahko to težava. Obrnili smo samo pač tisto, kar je bilo s krožnim branom, tako da smo s tem v bistvu zmanjšali izgube vode v tleh. Tako da, kaj vam hočem pokazati, včeraj se je tukaj s Cambridgeom povalilo, tam je bolj ravno, no, zdaj je tukaj že posijana zadeva in Cambridge je dober zaprl samo zadevo, tako da se v bistvu ne izsušuje globje. Zdaj, če malo odgrnemo, vidimo, da je v bistvu, bom tule, ko je sejavnica nabila, vidimo, da je v bistvu vlage dost, tako da jo bomo s tem še dodatno zadržali do prvih padavin, ki ne bi bile čez kakšne 2-3 dni, tako da upajmo, da bo nekaj dežja, čeprav pol vedno malo zmanjšajo. Tam vidimo že neki vran, upajmo, da je to težava. No, zdaj pa pojdimo pogledati še, kako se poseje zadeva. Se pravi, takole vidimo zdaj zrna. Niti ne sejemo tako spet globoko, po moje kakšne 4 cm, mogo bi imeti meter zdaj, ampak ga nimam. No, v glavnem, takole zaliže potem zrno noter, ne. Takole, tle je naslednjo, pa še tukaj nekje je bilo. Evo ga. Težko jih je najdeti že tak, ko so pa takole noter zasipana, je pa še težje, tako da sem se res mogel potruditi, da sem jih najdu, ponavadi pa so kje ob strani same brazde, ko je naredi sejavnica. Tako da, to je top zadeva, tako da ja. Kaj bi pa mogoče še rad poudaril, sejavnica itak top of the top, nimam kaj reči, brez pritožb, vrhunsko veder štat, res noro so to naredili.
Kaj bi pa rače poudaril, je pa to, da v bistvu, ko se poseje, se v bistvu tla čisto zrahljajo. Sploh se ne poznajo kolotači od traktorja, res lepo jo razrahla samo zadevo, tako da vrhunska stvar, rahla tla ostanejo zatem, ne pa v bistvu povalana, ali kak bi rekel, s kolesi od sejavnice oziroma s temi, ko so zraven sejalnih enot in pa za enoto. Tem pa pripomorejo seveda tudi te vzali posebni diski, kot smo jih vzeli, se pravi, tele zvezde vzali res dobro naredijo rahlo zadevo. Kar se tiče pa semena, ga pa itek pritisne tale kolešček, tako da je v bistvu res dobrem stiku s temi. Tako da ja, gremo sejati dalje. Imamo tudi avtomatski section control, ki funkcionira odlično in pa seveda izjemna preciznost sejalnice. Mislim, da sedaj okoli 98%, bomo pol na koncu še preverili, v glavnem od 97% gor, manj natančna ni, tako da vrhunska zadeva. Smo naredili še zadnji refil za koruzo, tako da sfiniširamo še zadnje 2 hektarčka, pol pa gremo zamenjati diske pa na sojo. Evo, koruza gre proti koncu, vem, da slabo vidite, ampak posejali smo zaenkrat 13,32 hektara. Kar se pa tiče natančnosti, kot sem vam obljubil, vam povedal, imamo pa 97,8 je najnižja, potem pa 98 pa pol. Se pravi, natančnost je res odlična. Zdaj imamo še slab hektarček ali pa kaj takega, no, pa smo fertik s koruzo. Evo ga, sejemo še sojo, sicer gostota je 450 tavžnic po hektaru, tako da ista medvrstna itek po koruzi. Tako da ja, gre super, zaključujemo še zadnji hektarček, pol je pa to za danes, oziroma za včeraj, no. Tako da ja, bomo videli skupni seštevek hektarjev, ampak ja, bilo je kar pestro. Takole, uspeli nam je priti do konca, vse smo posejali, vsaka čast res, da smo posejali, najprej smo začeli s sončnicami, potem koruza in pa na koncu še zdajle soja. Tako da skupno smo posejali 23 hektarov 60, tako da kar zanimiva številka, no. Sicer je tudi veliko bilo majhnih parcel, tako da povprečje recimo je kar v redu, vse skupaj smo sejali 15 ur, tako da ja, porabilo se je 120 litrov nafte, tako da se mi zdi kar v redu, no. To je vse komplet s transportom, z nastavitvami, z vsem skupaj, no. Tako da časovno mislim, da smo kar efektivni bili. Tako da ja, sejavnica se je pa seveda obnesla odlično, tako da neverjetno.
dobra zadeva, no. Priporočam vsem, sploh tistim, ko se ukvarjate z minimalno obdelavo tal ali pa delate v tej smeri, tako da res priporočam zelo, vam bo olajšala samo zadevo, no. Pa tudi bomo videli, no, ko mi čakam, da vidim, kak bo vznik. Tako da, ja, bomo spremljali zadevo, pa sporočili naprej. Zdaj pa se gremo na spat, tako da, ja, pojmo spat. Lahko noč.